Lani in letos je na cestah na območju policijske uprave Novo mesto v 18 prometnih nesrečah umrlo 19 ljudi. Neprilagojena hitrost ostaja med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč, saj je v lanskem in letošnjem letu do sedaj umrlo oziroma se je zgodilo 11 prometnih nesreč zaradi hitrosti, v katerih je umrlo 12 ljudi. V primerjavi s prejšnjimi leti lahko rečem, da je za odtenek bolje, torej vsako dekado, vsakih 5 do 10 let se število prometnih nesreč zmanjšuje, prav tako se zmanjšuje število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Še vedno pa se največ nesreč, vsaka 3. do 4. zgodi ravno zaradi neprilagojene hitrosti. Zato so policisti na to še toliko bolj pozorni. Zadnji tak primer so zabeležili pred slabim tednom. Smo izvajali meritve hitrosti in v naselju Srebrniče, kot veste, je omejitev hitrosti 50 km/h. Kršitelj je pripeljal skozi naselje cirka 120 km/h. Policisti so ga izsledili. Žal ne gre za osamljen primer. Koliko ste previdni recimo v naseljih izven naselja? Upoštevate omejitve vedno? Če se le da. Včasih, če imaš prehiter avto, se ne da, ne. Drugače pa upoštevam. Če se le da, ja. Ste imeli že kakšne posledice neomejitve? Mislite kazen? Tudi. Še kar. Kaj to pomeni še kar? Včasih ja, včasih ne? Ja, odvisno od prometa. Ste imeli že kakšno kazen kdaj? Ne. Jaz sem, seveda. Pa po mestu so predpisi v redu. Okolica mesta je pa mogoče malo prepočasna, 50 / se ponekod prepočasi vozi, ker dela gužvo. Policisti sicer ob vročini pozivajo k še večji previdnosti in strpnosti. Tisti, ki gredo na daljšo pot, naj se na to odpravijo spočiti v hladnejših delih dneva. Pozabiti ne gre na veljavne omejitve, razmere na cesti in vozniške izkušnje, pa seveda trezni za volan.